Dvakrat rodno malino režemo na dva načina. Pri enem načinu, se pravi, lahko obiramo maline v dveh obdobjih, v začetku junija in od druge polovice julija naprej. Pri drugem sistemu pa lahko obiramo maline samo od julija do prvih jesenskih pozeb. Kakšna je razlika med tema dvema načinoma? Pri sistemu, kjer želimo imeti dve obdobji obirane, se pravi zgodnejšo in poznejšo, pristopamo k rezi na ta način. Pogledamo, kateri poganjki so imeli v lanskem letu pridelek in do tam odrežemo poganjek. To je običajno pri nekaterih sortah zelo nizko, pri nekaterih čisto do tal. V tem primeru smo lanskoletni poganjek, ki je rodil na zgornjem delu, prikrajšali do prvega zelenega brsta. Ta poganjek bo rodil v letošnjem letu še v spodnjem predelu. Poleg teh lanskoletnih poganjkov so še tukaj so drugi poganjki, ki so nekoliko višje rodili na zgornjem delu. Vedno pa moramo pogledati, do kje je bil zadnji cvetni brst. Zadnji cvetni brst nam pove, da se bo v tem delu poganjek posušil in ne bo imel pridelka. In to. To je prvi ukrep, potem pa moramo še presoditi, če imamo preveč poganjkov na sadilno mesto, bo pridelek slab. V tem primeru imamo kar 6 poganjkov. To je vsekakor preveč, želimo imeti samo 3. Kako se odločiti, katere 3 pustiti? To je enostavno pri tem primeru, kajti v tem delu so brsti izredno nizko. Če si pomislimo, da bo čez en mesec začeli že izraščati novi poganjki, ki bodo pozneje osenčili ta nizek del poganjka, bo tudi pridelek popolnoma zasenčen. In ker tega ne želim, bom poganjke odrezala v tal. Nadalje presodim še med temi 4 poganjki, kateri mi je najbolj ugodno, in gotovim, da se ta poganjek koliko preveč zapleta z ostalimi 3 in odstranim še tistega. In res na ta način, da imamo 2 pridelka v enem letu, je s tem zaključena. Drugi način rezi, ki nam daje pridelek samo v drugem delu leta, se pravi samo pozno poletno jesenski pridelek, je pa povsem enostaven. Poganjke odrežemo čisto do tal, to štrcljev ne puščamo, ker želimo, da imamo predvsem poganjke, ki izraščajo iz korenin oziroma iz podzemnih poganjkov, ker edino pri malini imamo podzemna stebla. To je edina sadna rastlina s podzemnimi stebli, zato tudi režemo popolnoma do tal. To res do tal naj bi pri malinah vedno izvedli do konca meseca januarja, in sicer zaradi tega, ker je malina rastlina, ki začne izredno zgodaj z rastjo. In če bi pustili te poganjke še nekaj tednov, bi se sokovi že začeli premikati po zgornjem delu in se bi hranila že pretakala iz korenin v poganjke. In če bi jih odrezali prepozno, bi si naredili škodo s tem, ker si odrežemo del hranilnih snovi. Tudi tukaj bom odrezala popolnoma do tal. Res je zelo enostavna. Le vedeti moramo, da bomo z obiranjem našega pridelka 2-krat rodnih malin
zaostajali za tem sistemom za približno 2 tedna.